Pred nami sta zdaj dva panela, eden daljši, drugi krajši. Ena od zvezd v obeh panelih bo Teja Dolgan, ki lahko tudi poješ, karkoli ti pride na potem in jaz tebe, Teja, že kar vabim, usedi se tja v sredino, te bomo obdali z pozitivno energijo in kakšnim vprašanjem, pobudo in podobno. 9 sedežev, tako da malce bo, ja. Okej. Torej dva panela. Prvi je s predstavniki mrež, ki delujejo v izobraževanju odraslih in še enkrat prisrčna hvala vsem vodjem teh mrež, asociacij, kakorkoli vas poimenujem, ker ste posredovali v tem, da smo pridobili te številne primere odlične prakse, ki so bili predstavljeni včeraj. Drugi panel bo naša direktorica vodila in je z direktorji predstavnikov javnih zavodov, ampak o tem nekoliko kasneje. Še prej pa dva cukrčka obetamo ravno tako, da ne bo prehudo, ker zdaj smo zajadrali v bolj strokovne, bolj resne teme v primerjavi s včerajšnjim dnem. To pa bo ples tam ob 14. uri in čisto na koncu še nastop stand-up komika Aleša Novaka. Tako da zdaj v tem trenutku pa vabim magistra Bojana Hajdinjaka spet pod žaromete, prosim. Predstavlja Zvezo ljudskih univerz tokrat. Ja, Lučko, prav pod Lučko se usedi, tako. Doktor Ano Kranjc. Ana, izvoli morda na tole stran, Tejno. Ali pa kako drugače. Potem magistro Brigito Kruder. Tukaj zdaj gremo po abecedi, potem bo drugače. Predstavnico strokovnega sveta, v tem primeru torej ne asociacija, ampak pomemben organ v izobraževanju odraslih, magistra Jasna Kržin-Stepišnik, prosim, Društvo organizacij za izobraževanje odraslih na srednjih šolah. Gospod Egon Pipan, Skupnost višjih strokovnih šol. Končno enkrat tudi v taki vidni vlogi, dobrodošli. Gospa Nives Počkar, izvolite, Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Gospa Marjana Rogel Peršič, Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Boš zastopala, ne Marjana, ob tem še morda direktorice ljudskih univerz, ki so združene v ZIS-u, so na eni strokovni ekskurziji, tako da nam malce manjkajo, ampak pač smo, fizika še vedno deluje, na 2 mestih naenkrat se ne da biti. In potem še gospa Ida Srebotnik, izvoli Ida, Andragoško društvo Slovenije. Dobrodošla. Tako, kar pisana zasedba, po spolu niti slučajno uravnovešena, mi je zelo žal, ampak bosta branila vehementno in z vsemi močmi stališča moških ali pa kakorkoli, tudi kolektivov, no ja, nič ne bom nadaljevala raje. Skratka, izpeljali bomo 2 kroga vaših prispevkov, če bo res razprava, bomo videli, včasih napišemo panelna razprava, pa potem to ni to, ampak probajmo tudi med seboj se malce pogovarjati, pa ne samo vi, ampak tudi z drugimi udeleženci morda kakšno vprašanje, kakšna dvignjena roka, ki sem jo spregledala, ne Tanja, tako da bo to zdaj priložnost, da si povemo vse, kar je treba povedati, ampak 2 kroga in prvi bo še vedno vezan na tole osrednjo temo posveta, zdravi, prožni, prodorni, predvsem zdravi, no. Včeraj smo videli ogromno primerov iz prakse, kjer to zagotavljamo v lastnih kolektivih, torej v vaših članicah, ker to zagotavljamo za naše udeležence in vzpostavljamo učeče se skupnosti. Ampak kljub temu še enkrat morda, in zdaj bi dala, Ana, tebi besedo, jaz bom tikala vse, razen gospe Nives, razen če mi to dovoli, pa gospoda Egona, če mi tudi to dovoli, lahko, ker mi je malce tak, no, preveč formalno, poznamo se že zelo dolgo. Ana, izvoli, povej nekaj za dober štart. Ja, mikrofoni so tukaj na mizah, malo si jih podajajte.
Tam je en gumbek. Lep pozdrav vsem zbranim. Mislim, da je ta posvet pokazal nam in odpira novo obdobje v izobraževanju odraslih, ki se ga mogoče niti ne zavedamo, ampak se je priplazil, bom rekla, ne z vrha dol, ampak od ljudi, od gospodarstva, od delovnih organizacij, kjer gre življenje za res in ga čutijo in se temu ne morejo izogniti. Navzgor do nas, tudi do izobraževanja odraslih. Namreč na kratko, par minut imam, da si me opozorila, ne? 3-4. Vedno smo v izobraževanju odraslih do sedaj ljudi poučevali veščin, jim dajali znanje, podatke, principe, definicije, zato da bodo bolj izobraženi. Danes to ni dovolj. Družba, gospodarstvo, napredek zahteva individualne kompetence. Na kratko, naš inštitut, Andragoški center, raziskave, ki ste jih ponavljali, pove vse. Koliko ljudi v Sloveniji nima temeljnih kompetenc in ne morejo se vključiti v delo. Ali so na socialni pomoči, ali so trajno brezposelni. Boljše ta. Ta problem je ogromen problem za izobraževanje odraslih in daje veliko dela. Pa ni to samo stvar, da človek pridobiva kompetence, moramo tudi videti, kje je pol to izvajanje. Prvič, pridobivanje kompetenc ne bo gospodarstvo financiralo. Oni rabijo ljudi ready-made. Nekoga, ki je kompetenten, ga iščemo, ga ne najdemo. Ne najdemo kompetentnih ljudi, ki imajo kompetence. Kakšne? Da se samostojno učijo, da sami odločajo, da znajo komunicirati s sodelavci in s širšim svetom, da znajo uravnavati medosebne odnose, cela vrsta, biti samoiniciativni, biti ustvarjalni. To so pa že lastnosti ljudi in mi razvijamo v bistvu naš sistem prihodnje, glavna naloga razvijati osebnost in to pokaže tudi naš naslov. A veste, kaj so naši cilji? Vse znanje lahko gre pa pogleda, če mu svetujemo in svetovalne službe bodo zelo naraščale, to bodo ene glavnih služb na našem področju, za kritični izbor kompetentnih virov, ki jih lahko ponudimo v hitro učenje in razvijanje kompetenc. Nas pa čaka neka druga paradigma. Da ne govorimo vedno o izobraževanju odraslih na delu, iz dela za delo in tako dalje, kot smo imeli izobraževanje ob delu in iz dela, ampak da povežemo in mi moramo povezati te dve področji, kulturo in izobraževanje, zlasti izobraževanje odraslih. To ni šola. Mi črpamo iz kulturnih ustanov doživetja. Človek se razvija z osebnimi doživetji, drugače se osebnostno ne more razvijati. Lahko še dolgo predavamo, ker če bi se ob študiju stroke razvijali ljudje, potem bi bili univerzitetni profesori sami najbolj razvite osebnosti, pa to sploh ne drži na čustvenem področju. Hvala lepa. Najlepša hvala, Ana. Zdaj si postavila standard, ki mu bomo probali v tem krogu slediti. Bojan, kar tebe bom pozvala. Kaj bi rekel o zdravju? Mi smo slišali, da ti podpiraš svoje zaposlene na Cenetu Štuparju. Verjamem, da podobno pozitivno deluješ na vse ljudske vključene v vašo zvezo in jih spodbujaš za promocijo zdravja lastnih zaposlenih in seveda udeležencev. Kaj meniš o tem? Ja, seveda, se po Ani, po doktor Ani, je težko nadaljevati, kaj pravim, da so lestvica postavljena zelo visoko. Ja, seveda, mi nekako smo prepoznali tudi znotraj zavoda, kot ostale ljudske univerze, da je zdravje na delovnem mestu pomembno. Še posebej nekako, ko pogledamo, da pravzaprav se mora zdravje na delovnem mestu začeti odvijati že
od 20. leta plus ali šele prej, ne da to nekako začutimo oziroma začenjamo, kaj pa zdravje delovno mesto po 50 plus, takrat je lahko se zna biti že prepozno. No. In mislim, da je kle nekako treba iti z roko v roki, tako organizacije morajo pristopiti in v samem delovnem procesu omogočiti nekatere aktivnosti, da se to zdravje, bom rekel, promovira in čim bolj varuje, po drugi strani pa treba je tudi ljudje pristopiti k temu in od samega začetka dela pa do konca oziroma tudi v tretjem obdobju morajo paziti na svoje zdravje in vlagati v svoje zdravje. No. Jaz dostikrat povem kot en tak primer, kako včasih čudno razmišljamo, avto nam samo malo pokašlja, pa nam ni noben problem, da 200, 300, 400 evrov za njegovo popravilo. No. Ko pa se to nam dogaja, pa je marsikaterem od nas kar nekako škoda nekega stroška oziroma škoda plačati pregled, da pravzaprav vidimo, kaj nam je. No. Tako da mislim, da smo stopili na pravo pot, in sicer začeli smo z promocijo, z temi mehkimi spodbudami. Naša naloga vseh nas pa je, da to zdaj ponotranimo in da res si vzamemo kot zdravje, kot neko vrednoto, v katero je potrebno vlagati ne po 50, ampak praktično non-stop. No. To je moje mišljenje. Super, najlepša hvala. Marjana, Ljudske univerze v vašem združenju so se kar združile tudi v tem pogledu in si nam včeraj predstavlja to, kar počnete. Bi še kaj dodala, bi še kaj povzela iz tega? Pozdravljeni. Ja, v bistvu razmišljala sem o tem geslu oziroma vodilu te konference, zdravi, prodorni, prožni, in bi dodala še zraven odporni. Namreč menim, da z tem našim modelom, ki sem ga res včeraj predstavila, to je neka skupna strategija združenja, se pravi vseh naših 10 organizacij, pripomore k temu, da s tem, ko počnemo nekaj skupaj, ko imamo možnost izmenjave idej, mnenj, težav, neke intervizije, postajamo tudi bolj odporni. Zavedamo se, da nismo sami v neki situaciji, da so to življenjske situacije, ki so rešljive, da mogoče tudi ni treba, da se te vsaka stvar neposredno dotakne, da greš mimo česa, včasih tudi po načelu nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Skratka, tudi to odpornost bi dodala in menim, da s tem, ko organiziramo to vrstne aktivnosti, zelo veliko pripomoremo k temu. Mogoče pa še vendarle za naprej neko priporočilo ali razmišljanje, da se ti modeli uredijo oziroma priporočijo tudi širše na nacionalni ravni. Videli smo, da smo zelo inovativni organizacije pri promociji zdravja, pri ohranjanju zdravja na delovnem mestu. In razmišljam mogoče, da bi vendarle imeli, ne vem, izobraževalci smo in da bi imeli kako izobraževanje za promotorje zdravja na delovnem mestu, mogoče nek okvir vendarle in potem iz tega izvajali neke, bom rekla, individualne dejavnosti, ki pa so prilagojene posamezni organizaciji. Hvala. Prisrčna hvala za tole pobudo, vsekakor zelo pomembna. Tudi na šolah se ukvarjate z zdravjem kolektiva in udeležencev in morda Jasna, tebe povabim, da še malo povzameš to, kar počnete. Preden povem odgovor na tole oziroma še svoje mnenje, bi najprej izkoristila, ker ravno sem se znašla tukaj pod žarometi, pa to ni moja običajna vloga, niti ne najbolj zaželjena, bom rekla, ampak bi vseeno izkoristila, upam, da me boste podprli. Najprej s tem, da bi se zahvalila vam, Andragoškemu centru, za tak pogum, da ste zbrali tako temo, ker navidezno res ni čist povezana s strogo izobraževanjem odraslih. Celotni ekipi, ki ste poskrbeli, Zvonka s tabo na čelu, tako da res ste pokazali tudi vi sami to prožnost, da se znajdete v situaciji, ker smo se vsi znašli z enim takim super odzivom. Tako da en aplavz v imenu, verjamem, vseh nas za to. Hvala lepa. Hvala.
Sicer pa verjamem, da je skrb za dobro psihofizično zdravje predvsem naloga vsakega posameznika, vsakega izmed nas, v prvi vrsti. A ne, tega mislim, da smo se v zadnjem obdobju vsi zavedali še bolj. Tudi pri nas imamo številne aktivnosti na tem področju. Zgodovina že sega 30 let nazaj, smo bili namreč prva šola, ki se je imenovala Zdrava šola. In od tam smo postavili si take temelje. Smo pa te aktivnosti v resnici zelo spremenili, nadgradili in to, kar vidim kot našo prožnost, je recimo v tem zadnjem obdobju to, da meni se je še zdelo 3 leta nazaj dovolj, če ponudimo vsem zaposlenim športni dan. A ne, super, zbere si vsak en šport, ki bomo cel dan tam izkoristili, na koncu bomo imeli piknik. Zdaj pa vidimo, da pač s tem ne bomo zajeli vseh potreb, vseh naših zaposlenih in tukaj skušamo narediti eno tako širšo paleto, se pa res kar intenzivno na tem področju ukvarjamo. Prepričana namreč sem, da če si želimo, sploh izobraževalne organizacije, smo še bolj izpostavljene temu skrbeti za uresničevanje ciljev in za naše udeležence, ne si bodi mladina ali odrasli, da moramo biti mi prvi sami za zgled in da s tem vzgledom prispevamo k temu uresničevanju teh ciljev. Tako da bomo podpirali to tudi še v prihodnje. Super, hvala lepa. Nives, bi kaj dodala? Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Ja, jaz bom začela pri svojih zaposlenih. Meni je najbolj pomemben njihov nasmeh in njihova energija, zato ker to pomeni, da smo zdravi. Drugače pa vse srednje šole je promocija zdravja na delovnem mestu že dolgo let v naših letnih delovnih načrtih. Bila je sicer bom nekako urinjena, zdaj se mi zdi pa, da si jo kar dobro poznamo in se lotimo. No, mi na Aškerčevi imamo stopnice do 4. nadstropja, no, tako da to je že en tak ukrep in se morajo razhoditi. Ampak veste, tudi za dijake je to zelo dobro, zato ker se razhodijo, vsako uro gredo malo po stopnicah gor pa dol. Res. Drugače pa vsi dijaki in zaposleni imajo sadje cel dan brezplačno. To promocijo in prožnost mi uresničujemo tudi za izobraževanje v tujini med počitnicami, Ski Expo, izobraževanje jezikov, ne glede na to, kaj poučuje. Potem trenutno varna vožnja, ker se mi zdi, da je to ena pomembna. In mogoče mene malo žalosti ta procent, od 220 ljudi se je 40 ljudi odločilo za tečaj varne vožnje, ker v Slovenci tako mislimo, da znamo najboljš voziti. Potem imamo za hrbtenico hodijo zaposleni, tako da zelo veliko, tudi izobraževanje proti stresu. Mislim, naš budžet za izobraževanje je zelo velik in mislim, da to moji zaposleni zelo cenijo, s tem, da tudi dijaki seveda temu pristopijo zraven. Tako da mogoče je Kovačeva kobila najbolj bosa, ne, od 6 do 6, to sem pa jaz, ki nič na pol ne utegnem, tako da jaz moram pa tukaj še kaj narediti. Tako zaenkrat. Bravo, kako lepo je slišati vse te primere, ki dokazujejo, da res smo dejavni na tem področju in zdaj mi je iz srca žal, da nisem poklicala tisto osebo, ki je na Ministrstvu za zdravje pristojna za sodelovanje v nacionalnem programu za izobraževanje odraslih, ker bi morali slišati, kaj mi počnemo in mogoče bi znali poročati malo drugače o tem, kaj oni počnejo za izobraževanje odraslih, da bi se nekje na pol poti našli, ne pa da oni poročajo nekaj svojega. Posnetek bomo poslali, ja, tako. Ampak kljub temu z željo, da nam kaj odgovorijo, da povejo, kako smo mi fajn na njihovem področju. Evo. Gremo na višje strokovne šole. Egon, prosim. Hvala za besedo. Jaz predstavljam tukaj skupnost višjih strokovnih šol. Zdaj morate vedeti, 48 višjih strokovnih šol je v tem združenju in dejansko od 10 tisoč približno študentov jih je kar polovica odraslih. Tako da smo kar ena močna inštitucija, ki izobražujemo odrasle. Zdaj drugače, kar se tiče zdravja. No, v okviru skupnosti smo glavno v tem času, ko je razsajal COVID, izvajali en projekt, ki smo rekli Ciljaj više. Bil pa namenjen izobraževanju naših predavateljev in inštruktorjev. Dejansko
en program, zdravje na delovnem mestu, smo mogli kar 3-krat ponoviti. Tako da to je bil res eno izobraževanje, ki smo videli, da se ga vsi naši zaposleni želijo, zaslužijo in dejansko je pripomogel k temu, da smo lažje prebrodili to, bomo rekli, obdobje, ko smo večino delali tako z rednimi kot izrednimi študenti nadaljavo. Drugače pa, ja, seveda, zdravje je pomembno tako in tako, ampak mislim, da na delovnem mestu je skoraj najbolj pomemben odnos, način komunikacije med posamezniki, pa mogoče še najbolj med nadrejenimi, če rečemo, in podrejenimi predavatelji. Tukaj mora biti neko ravnovesje, ta komunikacija mora biti res nestrpna. Jaz opažam, da velikokrat, ko smo ljudje v stresu, v stiski, je ta komunikacija neprava in s tem se skupaj samo potencira. In če tega ne znamo sprostiti, tudi s fizično dejavnostjo, je to zelo narobe. Se da pa to seveda s primerno komunikacijo, s primernimi odnosi in druženji, tudi neformalnimi, zelo lepo sprostiti. No, prav pred kratkim smo imeli v okviru, bomo rekli, kariernega svetovanja po šolah, tako za redne kot izredne študente, srečanje z delodajalci. In gledajte, vsi delodajalci, ki so se predstavljali, so predstavljali to njihovo neformalno druženje, sproščanje med delom in tako naprej, kar pomeni, da delodajalci se tega zelo dobro zavedajo in mogoče bi se ga morali tudi mi, bomo rekli, v tem segmentu izobraževanja tega malo bolj zavedati in več posvetiti časa in energije zdravju naših zaposlenih in seveda tudi študentov oziroma slušateljev. Hvala. Super, ja, potrebe so in tudi na drugih področjih, očitno ne samo v izobraževanju, delodajalci, to je fenomenalno, da se že tako obnašajo in seveda je prav tako. In Ana, verjetno tvoja replika, razprava že teče, evo, kratka, prosim. Se slišimo. Samo eno vprašanje. Kompetence se začnejo razvijati v otroštvu, že v predšolski dobi, zlasti pa v šoli. Knjige so bile napisane v razvitih družbah o zašolani družbi in zdaj imamo mi priča zašolane družbe pri nas. Mi dobimo študente že na univerzo, so popolnoma zašolani. Hočejo vse dirigirano. Niso prodorni, niso prilagodljivi, ampak so podredljivi in hočejo ukaz od zgoraj. Mislim, da bi te zasnove za kompetence za razvoj morala šola vsaj začeti razvijati, izbor, samostojno odločanje. O čem razmislite, kdaj v šolah, o čem nek dijak ali učenec lahko sam odloča? Ali je to dovolj, ali doživlja, da je svoboden pri svojem učenju, da ga vi vodite v neke višje cilje. In tu je velikokrat zagata, ker ljudje pridejo, tudi na zadnjem podobnem posvetu ali pred zadnjem, nam se je minister ravno v Portorožu zelo napadel, nas odraslih, ko smo vsi funkcionalno nepismeni v Sloveniji. Ne? A veste, kakšne? Šole imajo pa dobre rezultate v reprodukciji, ampak znanja, če nima kompetenc, ne uporablja. Znanja za življenje, ne? Tudi, ali pa predvsem. Ja. To je vprašanje, na katere hudo težko, mogoče kakšen posvet na to temo, učenje in odučenje. Mogoče samo besedico. Ja. Dejansko, spet se moram vrti na delodajalce, kaj iščejo, ne? In dejansko, gledajte, iščejo inovativnost, samostojnost, prodornost. Taki, bomo rekli, študenti oziroma iskalci zaposlitve so vedno dobrodošli. To znanje in strokovna sposobnost je vedno na drugem mestu. Je pomembno, ampak to, kar ste rekli, pa bistvenega pomena. In dejansko tudi mi med rednimi študenti in tudi med izrednimi študenti, se pravi odraslimi, velikokrat pogrešamo prav to samo iniciativnost in odzivnost na situacijo, v kateri se znajdejo. In tukaj moramo res kaj narediti tudi v javnih šolah. Hvala. Smem jaz dopolniti? Skupaj. V bistvu v šolah imajo oni izredno veliko možnosti, ampak lažja pot je, da ne razmišljajo. Potem se moramo še zavedati, da imamo mi v srednjih šolah generacijo helikopterskih staršev. To so starši, ki vse probleme uredijo in otrok se mu ni treba potruditi za nič. Ne da nobene energije od sebe, ni tistega, mi smo se morali za nekaj potruditi. In njemu je dosti bolj lažje, da mu nekdo nekaj naroči, pa to naredi, kot pa da bi sam začel razmišljati.
Če pa govorimo o odprtem kurikulumu, pa v učnih metodah, je pa v srednjih šolah in v višjih šolah, tu se jaz upam rečem tudi višjo šolo, zelo veliko možnosti. Ampak imamo pa težave, da vse po najkrajši poti, s čim hitrejše do cilja, brez razmisleka, brez da si vzamejo čas. To je pa problem družbe. In tukaj jaz pogrešam strategijo te družbe, prav tako, prej sem pozvala za promocijo zdravja na delovnem mestu, kot za to. Ampak treba bo pa začeti delati tudi starši, ki jih pa v srednje šole ne dobimo. In razni storitveni servisi po mailu in tako dalje, k temu samo še pripomorejo, da staršev v srednjih šolah več ni. Pridejo v 3. letniku se pogovarjati, kaj bo imel za maturo, potem jih pa spet ni. In to je problem. Mi moramo celo družbo aktivirati, da bomo začeli drugače, da bodo proaktivni. Jaz sem najrajši otroka, ki upa si nekaj narediti. Ne? In takih otrok pa dijakov je pa zdaj v manjšini kot v večini. Tako. Bravo, super. Mislim, da smo odprli en problem. Čakaj, ti prideš na vrsto prav takoj zdaj. Bom se kar sama zdaj le priključila. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker bi rada nekaj povedala. Ne zaiti preveč v šolsko področje. To je prvo, ker smo le na posvetu o izobraževanju odraslih, in drugo, rada bi rekla, ne bom govorila seveda o zdravju v Antropološkem društvu Slovenije, ker tam smo sami stari živali, kaj si rekla ti. Mi imamo zelo staro strukturo že, ampak rada bi pa nekaj rekla. Mene je tudi razveselil naslov tega posveta. Zaradi tega, ker sem rekla, prav zanima me, kdo in kaj se bomo pogovarjali na tem posvetu, in hvala Bogu, zbrali smo se eno temo, ki ni najbolj običajna. Zdaj bom pa jaz kritična, zaradi tega, ker je rekla dr. Popovičeva, da smo premalo kritični, in jaz se zelo strinjam. Mi se samo hvalimo in samo govorimo o vsem, odlični smo, super smo, ampak nič ne povemo pa v tistem, kar bi pa lahko bilo. In jaz bom rekla nekaj. Jaz res, kar si ti zdaj le rekla, zakaj nimam tle nekoga iz Ministrstva za zdravje. Jaz absolutno na tem pogrešam, na tem posvetu, predstavnike drugih ministrstev. Zaradi tega, ker vsi, ker če govorimo o izobraževanju odraslih in vseživljenjskem učenju, bi morali biti vključeni vsi resorji. Kje je Ministrstvo za kulturo, kje je Ministrstvo za zdravje, kje je Ministrstvo za kmetijstvo, kje je Ministrstvo za gospodarstvo. V gospodarstvu, kot ste vi rekli, pri delodajalcih tam najbolj vedo, kakšno zdravje, kakšno fizično kondicijo in kakšno prožnost imajo njihovi delavci. Mi, izobraževalci odraslih, bi se velikokrat morali vprašati, kaj pravzaprav oni potrebujejo, in to so te naši izzivi. Zaradi tega se meni zdi škoda, da to izpuščamo, da ni več delodajalcev na naših posvetih, da ni več teh medresorskih pogovorov in tega medresorskega sodelovanja, ker to dejansko je vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih. Hvala, super, ja. Jaz bi samo dodala, da so vedno vabljeni, ker pač imamo bazo tistih, ki sodelujejo preko nacionalnega programa, ampak na njih je odločitev, seveda pa vedno najbolj pomaga osebni stik, tako da hvala za tole kritično in dobronamerno pripombo. Bomo pač z osebnim stikom, bo Marko klical, bo Teja klicala, bomo mi klicali, zato da jih nekako zvabimo. Vse včasih pridejo, ampak tokrat se pa mogoče, ne vem, niso počutili izzvane. Vedno jih vabimo, predstavnike ministrstev. Ja, mogoče ne prave. Više, ko gremo, manjša je verjetnost, da pridejo. Tako. Dobro, Ida, zdaj si ti že povedala za tale krog, a ne? Ja, potem nam... Ne, jaz se tebe nič se te ne bojim. Niti malo. Brigita, izvoli, včeraj krasni primeri, Darja, tvoj tim v seveda Ljudski univerzi kot taki, ampak ti gledaš vedno tudi širše, tudi deluješ širše. Kaj bi nam povedala na temo tega kroga, bom tako rekla, ki se je precej razširila? Hvala za besedo, Zvonka, se bom dala v dvojino, ker sva steje obe prodorni, sva zdaj že kovali načrt, kako bo pa peli, ker to je kazalo v nekaj časa, da bo edina možnost, da prideva do besede. Ampak biti prodoren pomeni to, ja, lansirati svoje ideje pogumno, srčno, včasih tudi niso sprejete. In to, kar je Ida povedala, smo se pogovarjali na pripravljalnih sestankih za tole današnje srečanje.
Prodoren je tisti, ki je samozavesten, prodoren je tisti, ki je samoaktualiziran, prodoren je tisti, ki se počuti dobro v svoji koži, je zadovoljen s svojim življenjem, je običajno zadovoljen s svojo službo, je zadovoljen s svojim zasebnim življenjem. Ne? Take posameznike si mi želimo, ki potem tudi počnejo take ta prave koristne, navdihujoče stvari v življenju. Kadar smo taki, smo običajno tudi zdravi. No, razen kadar malo pretiravamo, pa ne gremo dovolj pogosto na morje, si ne spočijemo, ampak ne, ker se tega zavedamo, si običajno tudi precej pogosto povrnemo moči, ki nam poidejo. In zdaj smo pa že pri prožnosti. Kadar znamo sami sabo dobro, se pravi, samo upravljamo, imamo občutek, da imamo nadzor nad svojim življenjem, smo z njim zadovoljni in kadar pridejo problemi, imamo strategije za njihovo reševanje, pa pač se prilagodimo, spremenimo, gremo, zamenjamo službo in nekaj časa potem smo malce v stresu in živimo veselo ali pa srečno naprej. Sej nihče ni ves čas srečen, sej to bi bilo življenjsko ogrožajoče stanje, ne? Če si ves čas srečen. Poleg tega pa, če ne veš razlike med rajem in peklom, pa tudi ne veš čisto dobro, kje si. Lahko da si na enem mestu, pa si želiš napačnega, ker ne veš, da si že na ta pravem. Tako bi rekla, ne? Vsi si želimo točno take posameznike, kot smo jih danes opisali, ali pa jih opisujemo že 2 dni in se ves čas ukvarjamo s tem, kako priti do tega stanja in kako se pravzaprav učiti, da bomo znali s sabo, da se bomo zavedali vpliva, ki ga imamo na druge, kot ljudje, kot zasebniki, kot tisti, ki smo v službah in ne nazadnje kot tisti, ki imamo sistemske možnosti, da kaj spremenimo. Vsi danes tule, ki sedimo, pravzaprav to imamo, pa vsi vi, ki ste na zgornji strani, imamo tudi to možnost. Veliko ljudi je kljub vsemu nezadovoljnih z položajem, ki ga imajo, pa ne vejo čist, kaj bi naredili. Torej, učenje upravljanja s sabo, zaznavanje, učenje o tem, kakšen vpliv imamo na druge, pa ne, da jih imamo pod kontrolo, pa da jih nadziramo, pa da imamo pod kontrolo sebe. Da vemo, kako smo srečni, kako smo zadovoljni, kako smo prožni in kaj je pravzaprav treba narediti, kadar tega nimamo. Super, hvala. Tukaj ni kaj dodati. Ja, upravljanje s seboj. Teja, kaj praviš na tole paleto mnenj? Zapojem. Lahko zapoje, lahko nam izda, kako je za vse to poskrbljeno na ministrstvu ali pa karkoli že, kar ti pride na pamet. Ni treba, da je strašno modro, samo da je tvoje. Ja, jaz bi se osredotočila na besedo prožnost v povezavi z nami kot ministrstvom, kot inštitucijo, ki jo jaz danes tukaj predstavljam in za katero vsi vi tukaj v panelu, pa tudi sicer pričakujete in prav je tako, da to pričakujete naše sodelovanje. In mislim, da bi se zato na to besedo prožnost tega sodelovanja našega osredotočila, ker pač o zdravju in vsem ostalem je bilo že dosti povedanega. Znotraj te prožnosti, kako ne rečem, pa tudi na to, kar ste tudi sogovorniki zdaj že izpostavili, komunikacija, upravljanje najprej samega sebe in potem še sveta okoli sebe, da bomo lahko mi z vami in vi z nami sodelovali tako, da bo ta elastika dovolj nategnjena, da bo vsem ustrezalo v največji možni meri, kot je to lahko. Pač sodelovanje z državo ima pač tudi neke svoje zakonitosti, ne nazadnje, ko govorimo o financiranju, so to javne finance, ki pač imajo neke svoje težave, ki jih to prinese, ali pa zakonitosti, ki jih je potreba upoštevati, pa vendar meni se zdi, da z nekim normalnim odnosom, s prožnim odnosom, z razumevanjem tega, da se mogoče ne da vedno vse na prvo žogo urediti, ali pa da se ne more enostavno, ali pa da se nekih stvari pač ne da premakniti, nekatere se pa da, se pravi, smo spet pri prožnosti, da lahko na tak način okrepimo naše sodelovanje, ga spodbudimo tam, kjer je to še potrebno in na neki normalni ravni komuniciramo, sodelujemo in poskušamo sproti reševati nastale situacije, če do njih pride, do težavnih situacij, ali pa pač razvijati področje, vsi skupaj, razmišljati za naprej, tudi v neki prodorni luči in tako naprej za naprej. Tako da jaz sem se zdaj na to besedo prožnost
osredotočila in v tej luči vam povem, da nisem tukaj danes sama, mislim, tudi včeraj nisem bila, celoten sektor za izobraževanje odraslih je tukaj, ker se mi zdi, da je tudi to pomembno, da vzpostavimo stik tudi na tak način, da se tudi med odmorom kaj pomenimo, da nas vi vprašate, kdaj bodo razpisi, a ne pa da mi nazaj povemo, da še ne vemo, to zdaj povemo v mikrofon. Oziroma, da operativni program še ni potrjen, kot je sogovornik na moji levi nedolgo nazaj žal napačno razložil novico. Še enkrat, ko bo, se bomo potrudili, da čim bolj prožno uredimo vse, kar je potrebno in da, no, to toliko o razpisih, no, da zdaj zaključimo to temo. Sicer pa, ja, no, kot sem povedala, so tukaj, nas je več na voljo za kontakt, na voljo za pobude, na voljo za razrešiti kakšno situacijo, če se je pri kom pojavlja. Super, hvala lepa. Mislim, da res nekako drsimo v odnosu z vami, mi izvajalci na katerikoli ravni, že vedno med to prožnostjo in na drugi strani formalnostjo, ki jo terja pač res samo strokovno področje in politika in tako naprej, ampak menim tudi, da lahko v imenu vseh povem, da smo s to vašo prožnostjo pa v zadnjem času nad vse zadovoljni. Res. Hvala lepa za tole. Tudi sogovornik na levi strani, če dobi odgovor, nekaj, sej bo, ko bo podpisano, ampak smo zadovoljni tudi s tem odgovorom, sej nekaj imamo. Tako je, tako je. Zdaj pa Ida, ki se je niti malo ne bojim, ne bomo šli naprej, dokler ne omenimo še nekoga. Namreč vi v Andragoškem društvu ste se in se verjetno še boste naprej ukvarjali z osebami s posebnimi potrebami. Izdali ste monografijo, danes zjutraj sem razpisala tiralico za tema dvema izvodoma, ki sta izginila, poštenega najditelja še vedno nimamo, se mi zdi. Ti vedno rečeš, ne moremo govoriti samo o tistih, ki pravzaprav res mi vsi tukaj imamo vse možnosti odprte, vemo za ta Matejev, kakršenkoli učinek, tisti, ki imajo, bojo imeli še več, je pa en del družbe ali pa mnogo skupin v družbi, ki pa si zaslužijo, da jim namenimo posebno pozornost. 3 minutke, prosim, še od te. Hvala. Ne bom govorila zdaj o monografiji in o tej inkluziji in tako naprej, ampak jaz bi rada, bom šla kar v središče problema, ker si ga pač že omenila. Nova vlada je ves čas volilne kampanje zelo govorila o tem, kako nujno je sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Ves čas so to poudarjali, pomen dialoga z njimi in tako naprej. In tudi v Andragoškem društvu Slovenije mi menimo, da so zelo pomembne nevladne organizacije tudi v izobraževanju odraslih oziroma vseživljenjskem učenju. Nevladne organizacije, kot si že ti omenila, ne nazadnje, razumejo in poznajo področje dela na svojem področju, lokalnem predvsem okolju, poznajo, kje so problemi, vedo za absolutno zlasti pri teh novih izzivih, ki se kažejo, od digitalizacije do zelene, ne vem, zelene države in ne vem kaj še vse, skratka vse te slavne teme, o katerih zdaj govorimo. Mislim, da brez sodelovanja nevladnih organizacij tu ne bo šlo. Zlasti so nevladne organizacije, kot se je tudi izkazalo, ko smo pripravljali to inkluzijo, ko smo se začeli ukvarjati z izzivi ranljivih skupin, nevladne organizacije se pravzaprav tudi najbolj ukvarjajo z ranljivimi skupinami in tudi največ naredijo za to. Zaradi tega se meni zdi zelo pomembno, da se enostavno začnejo bolj pogovarjati z nevladnimi organizacijami, da se ne bi na vse zadnje zgodilo to, kar se je zgodilo naprimer z digitalnimi boni, da jih samo omenim, ker je bil to kar velik kiks prejšnje vlade, moram poudariti, zaradi tega, ker je šlo predvsem za to, da so se premalo pogovarjali, premalo so šli na teren, premalo so ugotavljali, kje so izobraževalne potrebe na tem področju in tudi kasneje, ko je šlo za programe, pripravo programov in njihovo izvajanje, so enostavno niso pogovarjali z izobraževalnimi organizacijami in kaj se je zgodilo. Večina starih se sploh ni mogla vključiti,
in je bil pravi kaos, ne, z tega področja. Ravno zaradi tega nedialoga, jaz mislim, zaradi nedialoga in upoštevanja strokovnjakov in tistih, ki se na te zadeve spoznajo. Zaradi tega jaz mislim, da v prihodnosti bo treba tu narediti korak naprej, se več pogovarjati na tem področju in enostavno ne izpuščati številnih nevladnih organizacij, ki delajo veliko na področju izobraževanja, pri tem, ko se pogovarjamo o določenih ciljih, programih in njihovi izvedbi na nacionalni ravni. Hvala lepa za ta poudarek. Nevladne organizacije, tudi po moji osebni izkušnji Andragoškega centra, neprecenljiv partner v vseh mrežah, ki jih tkemo, v vseh dejavnostih, ki jih imamo, na področju ozaveščanja, svetovalne dejavnosti, pravzaprav povsod, zares nepogrešljivi. Ampak enako nepogrešljive so šole in jaz sem danes izjemno vesela, da imamo predstavnike srednjih in višjih strokovnih šol, da sedimo za isto mizo ali pa mizicami in pa seveda tudi zasebne organizacije za izobraževanje odraslih ali pa kogarkoli, žal nimajo svojega združenja, tako da Jelico sem malce neuspešno prepričevala. Jelica, tukaj ne danes? Prosim, po spletu. Po spletu, Jelica, še vedno mi je žal, da nisi tukaj z nami in da ne poveš stališča srednjih šol, ne srednjih šol, zasebnih organizacij, brez nekega posebnega mandata vseh teh na tisoče šol oziroma ustanov, ki se s tem ukvarjajo, ampak tvoja življenjska izkušnja in tvoja stališča so neprecenljiva, tako da tudi zato mi je žal. Ampak nismo popolni, drugo leto bo še boljše, tako da ja. Si pa Ida odprla drugi krog že s tem. Primerno omehčani se bomo zdaj lotili pa izzivov, ki jih vidite, posamezna združenja na svojem strokovnem področju in ti niso vedno najbolj prijetni, predvsem za tistega, ki naj bi zagotavljal rešitve. Tako da, ko boste govorili o izzivih, naprimer Ana prva, na področju izobraževanja starejših odraslih preko Slovenske univerze, pa tudi širše, poskusite nakazati tudi rešitve, zato da bo Teja potem na koncu imela malce lažje delo. Izvoli, Ana. Mikrofon pa čim bliže ustom, prosim. Ne. Mislim, da smo veliko se poslušali in videli, da se samo odpirajo nova področja, zlasti za sodelovanje, za nadaljevanje enega procesa skozi življenje, vse življenjsko učenje, kot pravimo. Upam, da so vam včeraj kolegi nevrologi povedali, da imamo zaloge za to, da bomo to delali, da ni to neka megalomanska ideja, da bi vsi ljudje postali razvite osebnosti, a ne bo, ko v nebesi skoraj zveni to, ne? Ampak gledajte, nevrologi ugotavljajo, da človek, če živi v povprečno razvitem okolju, tekom življenja uporabi 3 do 4% svojih potencialov. Vse ostale milijarde možganskih celic, sploh ne vemo, nikoli jih ni uresničil, nikoli ni stopil na pot delovanja, uporabil te svoje potencijale, tako da imamo velike zaloge. Potem še nekaj drugega bi rekla, jaz mislim, da vsi naši ljudje, izobraževalci, imamo izkušnje prvi z izobraževanjem, pa tudi z odraslimi ljudmi, z našo populacijo in da bomo lahko premagali vse čarovnice, ki po časopisih, po Facebooku obljubljajo osebnostni razvoj. Zakaj mislite? Ljudje čutijo, da morajo napraviti korak naprej, če hočejo preživeti. Eden drugega spodbujajo, ne bo šlo drugače. Rešitve ni in pride prav vsaka čarovnica. Tu se da služiti na osebnostnem razvoju. Vrabci čivkajo. Nismo mi prišli tako slučajno, kar nenadoma do tega paradigmatičnega preobrata, da ne prenašamo podatkov, ampak razvijamo človeka. In to je naša naloga za naprej. Tako pač. Hvala. Krasno, hvala lepa, Ana, kot vedno. Hvala. Bojan, vaša problematika. Malo vemo že, kaj boš povedal, pa kljub temu izvoli. Ja, bom začel
z razmišljanjem na takšen način. No, ljudske univerze smo ustanovljene se strani države, če lahko to rečemo, in lokalna skupnost in različna ministrstva. No. Se pravi, da nekako sklepamo, da delamo v javnem interesu. In zdaj se pri nas dostikrat pojavlja občutek, da ko nekaj delamo, da se moramo to zagovarjati, zakaj to pravzaprav mi to delamo. To je ena taka, bom rekel, ena taka bolečina, ki jo dostikrat slišimo oziroma se moramo zagovarjati oziroma imamo včasih občutek, da moramo pa tekmovati z nevladnimi organizacijami, s privatnimi organizacijami, mogoče srednjimi šolami. Ne. Se mi zdi, da če nas je, če lahko tako rečem, država ustanovila in nas ima, in pogledajte, kakšno mrežo znanja imamo, kakšno mrežo pokritosti imamo, ne, zakaj se moramo boriti za svoje programe, da jih moramo sami pridobiti in na njih delati, zakaj država včasih ne pripne določene programe na to javno mrežo, ki jih ima. Še posebej z novim zakonom moramo reči, da smo, še enkrat poudarjam, izredno hvaležni, da je do tega zakona prišlo in moramo reči tudi, da smo izredno hvaležni, da smo po vseh teh dolgih letih imamo stabilno financirano 100 ljudi. Ampak imamo 100 ljudi, zakaj moramo spet teh 100 ljudi sami iskati udeležence, sami poizkušati privabiti udeležence v naše organizacije? Zakaj država ne poskrbi oziroma si želimo, ne, zakaj ne preskrbi, da ne bojo tako zelo težke besede, zakaj ne bi potem na to mrežo, ki jo imamo, pripeli gor programi? Se pravi, naša želja je, ta naša bolečina je, da bi tudi na to mrežo v naslednjem do leta 2027, vemo, da bo zdaj veliko sredstev na evropski, da bo šlo na e-sredstva, ne. Se pravi, da v tem času si zelo želimo, da do leta 2027 zgradimo in določeno javno veljavne neformalne programe na to mrežo pripnemo. Zakaj? Zato, ker imamo znanje, imamo prostore, imamo pokritost in je to, bom rekel, naš cilj. Ta cilj smo tudi tega že slišala, ne smo bili pri državnem sekretarju in se mi zdi tudi prav, da ne damo vse na evropska sredstva, ampak da vseeno tiste programe, ki so v javnem interesu, pripnemo na javno mrežo in jih financiramo z integralnega proračuna. Ker kaj se nam bo spet zgodilo? To se nam zdaj pravzaprav dogaja. Zopet smo postavili mrežo ljudi, navadili smo udeležence in se nam čez par dni konča praktično celotna evropska perspektiva. Ostanejo nam ljudje, ostanejo nezadovoljni udeleženci, ki kar naenkrat več nimajo kam zaiti, ne. Odvisno je zdaj od direktorja, ali bo to mrežo poskušal najti neke druge finančne vire in to mrežo zadržati. No. Samo da omenim, da ljudske univerze smo se odločile in bomo to mrežo, ki smo jo spostavili, ljudi zadržale, nekaj bomo že našli sredstva ali iz preteklih rezerv ali karkoli, se pravi, ne bomo te mreže podrli. Ampak vseeno si pa želimo, da, zdaj mislim, da bo pa to 3. ali 4. evropska perspektiva, da se nam ne bi to ponovilo spet leta 2027 oziroma 2028-2029. No. To je ena taka naša želja, na kateri bi želeli, da tudi gradimo. Tako, to je prvi. Hvala lepa. To je zdaj predstavljena ena od bolečin, teh bolečin bo več, imam občutek, vemo, da je tako. Ana je prej povedala, potenciali so neizmerni pri posamezniku in seveda pri vseh tistih, ki pomagamo posamezniku, sebi in drugim, te potenciale uresničevati. In niso samo potenciali, so imperativ, tako nam je povedal profesor dr. Pirtošek in nas čist prestrašil, ker če jih ne bomo uresničili, bo slabo, demenca in tako naprej. Tako da jaz bi zdaj še dala, Marjana, tebi besedo, ki boš verjetno malce podkrepila, kar je Bojan povedal, potem pa gremo na drugi pol, na drugo stran bolečin. Jaz bi vsekakor podprla Bojana pri teh pobudah oziroma idejah, željah. Sama bi pa izpostavila en drug del, pač te naše veje, oba prihajamo iz iste veje, no? Samo da smo dve asociaciji in sicer formalno, področje formalnega izobraževanja, ki je tudi pomemben del naše dejavnosti.
In sicer prvo prenovo srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Namreč nekje sredi poletja smo izvedeli, da je v teku že tako imenovana modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki ga koordinira Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. Le to naj bi bilo nekako namenjeno temu, da se v te programe, v 25 programov srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključijo vsebine, o katerih smo že zelo veliko slišali, se pravi digitalizacija, trajnostni prehod in tudi učenje drugih kompetenc. Pa bi izpostavila to, da se ne pozabi na nas, na torej organizacije, ki imamo to vrstno izobraževanje. Mora biti tudi razmišljanje ali pobuda, da se tukaj vključi tudi Andragoški center Slovenije kot neka strokovna podpora. Namreč, če želimo te vsebine oziroma učenje teh kompetenc zagotoviti tudi odraslim udeležencem, potem vsekakor moramo usposobiti izobraževalce odraslih. Ni nujno zdaj, če se v srednjih šolah to nekako bo sistemsko uredilo, ta modernizacija, da so to isti izvajalci tudi na naših organizacijah, tako da bi pač prosila, da se tudi njih vključi, vsekakor, da se opolnomoči tudi organizatorje izobraževanja. Ta projekt, kolikor vem, bo trajal 4 leta, skratka, da se tukaj vsekakor ne pozabi oziroma da se vključi tudi nas. To je ena stvar. Druga stvar bi pa bila osnovna šola za odrasle, ki pa jo izvajamo pač samo Ljudske univerze. In tudi tukaj bi opozorila na to, da nismo še prišli do končne prenove. Le-ta je zelo potrebna. Program osnovne šole za odrasle se namreč izvaja po programu iz leta 2003, ki je nekako zastarel oziroma potreben prenove. Hkrati so se že kar pred nekaj časa pripravila izhodišča za izvajanje osnovne šole za odrasle strani strokovnega sveta za splošno izobraževanje in izobraževanje odraslih, tudi ta še niso končana. Potem bi opozorila na to, da je v bistvu potrebno pač ta program približati odraslim, namreč predvsem z upoštevanjem teh novih znanj, spoznanj, kot je priznavanje predhodno pridobljenih izkušenj, znanj. Vsekakor v taki obliki program osnovne šole za odrasle ni najbolj primeren, kar dokazuje tudi evalvacija, ki je opravil Andragoški center po naročilu ministrstva, da uspešnost udeležencev ni najboljša, no pač bi si želeli tukaj precej boljše rezultate. Skratka, vse to so izzivi. Še en tak bolj sodoben izziv je pa tudi to, da imamo zelo veliko priseljencev, ki se vpisujejo v program osnovne šole za odrasle in njihovo znanje jezika je zelo slabo ali ga sploh ni, se pravi znanje slovenščine. In enostavno je to problem, kako jih sploh vključiti. In naša pobuda je, da se glede tega najde ena bolj trajna, dolgoročna rešitev, mogoče tudi dodatna finančna sredstva, namreč brez znanja jezika se ti v bistvu sploh ne moreš učiti, lahko si še tako sposoben in motiviran. Tako da to so tisti izzivi, ki bi jih jaz izpostavila. Hvala lepa za izzive in za pobude. Nekatere stvari boste obdelali lahko še v panelu, predstavniki, direktorji pristojnih javnih zavodov. Bojan, čist minutka. Kar se tiče osnovne šole, bi pa kar mogoče samo poudaril, da nam gorijo rdeče luči. Mi imamo letos, govorim na Cenetu Štuparju, 145 vpisanih v osnovno šolo za odrasle. Od tega jih je cirka 70 od 6., 7., 8., 9. razred. Od teh 70 jih je cirka 60, 15 let
starih otrok. Ne vem, či smo ljudske univerze pravi naslov, da rešujemo to. Smo pravi naslov, ampak ne s temi zmožnosti, ki jih v tem trenutku imamo, da bomo tej generaciji lahko pomagali na pravo pot. Tako da jaz mislim, da se bomo mogli kot stroka vsi skupaj usesti in kako tem 15-letnikom pomagati, ker po mojem mnenju je to prevelika številka. Super, ja. Torej, potencial za povezovanje, za podajo rok. Jasna, Nives, Egon, izvolite, čas za vaše bolečine, pa ne bomo temu rekli bolečine, izzive. Ja, hvala lepa. Ja, ne bom se zelo veliko osredotočala na bolečine, celo začela bom z nečim, kar sem pravkar slišala, ker se lahko navežem. Tujci, izobraževanje tujcev je tudi pri izobraževanju mladine, pri šolah, kot je pa naša poklicno in strokovno izobraževanje, res pereč problem in jaz mislim, da ga bomo res morali nasloviti, ker dokler oni ne usvojijo slovenščine, so zelo težko prisotni, nemotivirani, ne razumejo, tako da to je mogoče ne samo za sektor za izobraževanje odraslih, ampak ministrstvo bolj nasplošno. Drugače pa bi rekla takole, zelo dobrodošla so takale srečanja, ker se drugega slišimo. Namreč mi smo izobraževalci odraslih, mi se imamo tudi za izobraževalce odraslih, pa ravno tako smo v javni službi, javno mrežo se tudi sami, zdaj govorim za srednje šole, pa tudi višje, smatramo, pa nekako smo dostikrat vsak na svojem bregu in nekako gledamo malo po strani drugega, večkrat. So pa te projekti, ki smo jih bili v zadnji perspektivi deležni vsi, so nas na nekih področjih tudi povezali, ker smo bili prisiljeni, to je zdaj bom rekla pohvala za ministrstvo, da nas je na nek način prisililo, da smo se sodelovali v projektih, se spoznali, se povezali, tako da to je, bom začela s tem pozitivnim. Zdaj pa bolečina je pa povezana s tem, da področje izobraževanja odraslih spremljam že kar zelo veliko let in veseli me za mrežo ljudskih univerz, da ste uspeli zagotoviti si to sistemsko podporo, torej svetovalno dejavnost umeščeno kot javno mrežo. Tukaj smo mi srednje šole in še številni drugi tudi zdaj v slabšem položaju od vas in si želimo neko sistemsko umeščenost tega področja tudi za druge organizacije, torej ne samo za ljudske univerze, ampak tudi za druge. Tudi mi delamo, tudi mi smo javna služba na tem področju. Usmerjeni smo seveda bistveno bolj na poklicno in strokovno izobraževanje kot splošno in osnovno šolo seveda tudi sploh ne, no, ampak to je ta naša bolečina. Ker ko se pogovarjam, mi smo eden izmed 10 največjih šolskih centrov. Številne šole so mnogo manjše in nimajo prav nobene, bom rekla, take podlage, ki bi jim zagotavljala, da bi sploh bili lahko prožni, da bi se lahko odzivali, ko se pojavi eno podjetje, ki bi rado usposabljanja z nekega področja in nimajo usposobljenih organizatorjev, niti svetovalcev, niti česa podobnega, da bi lahko sploh, a ne se lahko hitro odzvali. Tako da tukaj si želim, da pridemo mogoče na eno tako podobno podporo, kot ste jo zdaj z zakonom o izobraževanju odraslih dobili ljudske univerze. In super, da to podporo imate, ker si tudi sicer ne predstavljam, kako bi drugače delali. Pa če bomo šli tretji krog, pa še kaj drugega, zaenkrat toliko. Še Nives morda? Ja, jaz sem zelo direktna in se pač vsej svoji direktnosti tudi zdaj ne bom odrekla, moram povedati. No. Moje vedenje je, da so ljudske univerze razen ene ustanovljene v občini in z namenom, da za dokončanje osnovne šole odraslih. Mene v bistvu tudi ta nov zakon o izobraževanju odraslih prav nič ne veseli, ker se mi zdi, da smo srednje šole odrinjene, predvsem pa zato, ker imamo v tej Sloveniji toliko skupaj za narediti in bi se mogli samo usesti pa dogovoriti. In jaz to zelo pogrešam. Ne moram reči bolečina, rekla bom dejstva. Naši učitelji, mi jih izobražujemo, mi imamo kadre, moji učitelji, vsi, ki mi prinesejo vlogo, da lahko učijo na ljudskih univerzah, sem jaz toliko trapasta, pa rečem ja. Zato, ker želim, da se, če jim to zadovoljijo, da delajo in želim, da bi sodelovali skupaj. Ni pa prav, da se formalno, jaz govorim o svojem imenu seveda,
da je pa formalno izobraževanje spuščeno na ljudske univerze. Mene zelo zanima, zakaj nobena ljudska univerza ali pa noben zasebnik nima programa Mizar. Zakaj noben nima programa kemijski tehnik? Zakaj noben nima programa lesarski tehnik? Bom jaz povedala zakaj. Zato, ker je oprema tako draga, da si to noben ne more privoščiti. Zato, ker je izobraževanje za vse programe CNC-ja tako drago, da si ga ne more. Če bi bili mi zelo pošteni, bi pogledali, kaj imajo ljudske univerze pa zasebniki. Tisto, kar je manj opreme, kar je ponovadi učilnica, pa še kaj zraven. In to se mi pa ne zdi prav. Predvsem pa se mi zdi nujno, da se končno usedemo in začnemo pogovarjati. Pa bom povedala tudi zakaj. Udeleženci izobraževanja odraslih imajo ponavadi, če pridejo v sistem nazaj, slabo izkušnjo s srednjo šolo. In si želijo drugega okolja. Ne želijo si spet okolja srednje šole. Želijo in ne potrebujejo tudi drug pristop. To pa lahko naredimo mi samo s sodelovanjem. In mi dva zelo dobro sodelujeva, jaz sem večno hvaležna, ko me reši iz kakšne stiske. Ampak ne moram se pa strinjati, da bi on imel mizarja brez vseh mašin, ki jih imam jaz, če me razumete. In moj apel je, naprimer, letošnji strašen problem v državi je nižje poklicno izobraževanje. Imamo jih preveč. Dajmo se usesti, pravijo, da se ne da. Te besede, da se ne da, v mojem besednjaku ni, verjemite mi. Vse se da, če se usedemo in če je volja. In ta prepad, ki je zdaj zelo velik, moramo reči, da je velik. Vsebin je pa ogromno. Ida je rekla posebne potrebe. Sploh se nam tega dotaknila, ker bi rabila 2 uri v tem govoriti. Jaz mislim, da lahko bi bil zaključek ene te naše okrogle mize. Dajmo se začeti pogovarjati. Zdaj vam naštejem vsebine, ki so nujno potrebne za vse zasebnike in za ljudske univerze, ki jih mi srednješolci ne zmoremo. Ampak formalno izobraževanje, saj v teh programih, ki sem vam naštela, pa še kakšen je pa nemogoče, da ga peljete ljudske univerze ali pa zasebne univerze. Torej, imamo dovolj dela, da postorimo vse, mogoče pa bolj direktna komunikacija včasih tudi pomaga. Hvala lepa. Hvala lepa, Nives. No, vidiš, Ida, sploh nismo, da bi sam gladili, pa se božali, pa hvalili. Evo, Egon. Nives, se sliši? Ja, super. Nič, še par besed o višjih strokovnih šolah. Mi smo nekaj posebnega, ne? Vsi mislimo, da smo nekaj posebnega, tako tudi mi. Višje strokovne šole dejansko, če pogledamo, so umeščene, ne vemo točno kam. Sicer to je terciarno izobraževanje. Borimo se za to, da bi nas priznali v terciaru. Recimo, da nekako uspevamo. Smo pa pozicionirani tako. Dejstvo je, da v skupnosti, kot sem že rekel, je 49 šol. Od tega je 18 šol zasebnih, ki izvaja izključno izobraževanje odraslih v vseh programih. Dobro, imamo 2 koncesije, ampak to je zanemarljivo. Tudi vse javne šole, višje strokovne šole izvajamo izobraževanje odraslih. Kot sem že povedal, približno polovico naših udeležencev so odrasli. In kakšni so programi, ki jih mi izvajamo? Glavni so seveda strokovni programi, vezani na delodajalca. Naši študenti redni preživijo vsako leto po 3 mesece pri delodajalcih. Da ne govorimo, izredni študenti so večinoma zaposleni. Se pravi, mi vidimo tukaj seveda bodočnost, dejansko, tako ko smo pogovarjamo, verjetno, da bo ta naš segment bodoče bolj temeljil na izobraževanju odraslih, zaposlenih, za prekvalifikacije, dokvalifikacije. Sprejeli smo programe dodatnega usposabljanja, namenjene so izključno zaposlenim ljudem, se pravi odraslim, zato da pridobijo določene dodatne kvalifikacije na svojih strokovnih področjih. Tako da jaz v bistvu vse te stvari, ki se jih danes pogovarjamo, z veseljem poslušam. Vesel sem, kot sem že rekel, da smo tudi mi bili razpoznani kot inštitucija, ki se ukvarjamo z izobraževanjem odraslih. In dejansko bodočnost višjega strokovnega šolstva je umeščenost v terciar, to je definitivno, in definitivno izobraževanje odraslih zaposlenih oseb, prekvalifikacije, dokvalifikacije, pa tudi osnovno izobraževanje. Toliko zaenkrat, če bo kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim. Ja, hvala lepa.
Odlične istočnice. Kaj meniš, Brigita? Ti si dala temo tako, ta prava komunikacija je ključna. Recimo v vašem strokovnem svetu, na takšnem skupu, kot je tole danes, se ti zdi, da smo pravi zdaj, tukaj, v tem trenutku? Za začetek mi dovolite, da podelim z vami svoje občutje, da trenutno ne čutim nobenih bolečin, niti strokovnih, niti nobenih drugih. Ker pač tam, kjer me kaj boli, poskušam rešiti in kjer pač ne morem rešiti, skušam narediti drugače. In tudi na strokovnem svetu ni nič drugače, pa na njegovih komisijah. Svojo vlogo vidim tu kot vodja. Vodja ima vedno možnost, da postavi standarde, da deluje z zgledom, da pravzaprav se tudi sam ves čas uči in izpopolnjuje na vseh teh področjih življenja. In res je, v službi je to malce lažje, ne? V službi smo kolektiv, kjer sistematično, načrtno to gojimo, uporabljamo povezovalne navade, delujemo spoštljivo, se spodbujamo, pogumljamo, tudi danes ali pa ta 2 dni smo tukaj s tem namenom in vemo, kako zelo je to pomembno in potrebno. Na strokovnem svetu je malo drugače pa v njegovih komisijah, tam je veliko prodornih, pa malce manj prožnih ljudi, ne? In veliko je zame vsaj priložnosti za trening socialnih kompetenc, komunikacijskih veščin in podobno, ker ne znamo poslušati. Če že poslušamo, poslušamo zato, ker nas je nekaj vprašal nekdo, da bomo dobro izpadli, pa pametno odgovorili, pa pokazali, kako modri smo. Redko poslušamo zato, da bi razumeli. Ko poslušam jasno, ko poslušam nives, poslušam ne samo zato, da povesta, ker itak vem, kaj bodo povedali, ker pač delujem na tem področju strokovnem, ampak da me res zanima, kaj je njuna bolečina, kaj je tisto, kaj jo pa res bremeni, da bi razumela, kaj je tisto, kar bi lahko bilo drugače. In pogosto se res zgodi na teh nacionalnih telesih, da pridemo tja zato, da bi povedali svoje. Namesto zato, da bi prišli tja, da bi poslušali drug drugega in potem skupaj naredili, kar lahko spremenimo. Torej, če me že sprašuješ, Zvonka, po sistemskih rešitvah, si rekla, da bo teji laže. Poleg upravljanja samim sabo, torej znati obvladovati sebe, svoje življenje v vseh življenjskih situacijah, ki se nam jih ne malo zgodi od zibelke do groba, tudi aktivno poslušanje. Nastopanja javnega so nas učili, ne da? Se postaviš, vzameš mikrofon, kako upravljaš prezentacijo, kaj poveš, kam gledaš, kako poslušamo, se učimo ponavadi na kakih delavnicah ali pa skupinah za samopomoč, pa še kje takrat, ko se lotimo tistega področja, ko že nekaj škripa, ko že več ne gre, ko gre že kaj narobe. Morda še samo ena izkušnja, ki jo pravzaprav pridobivam že zadnjih 30 let. Študente, včasih sem počevala didaktiko, no zdaj še samo določene strokovne andragoške predmete, ampak vedno znova jih vprašam, kakšne so vaše izobraževalne izkušnje. To je ena naloga, ki jo morajo narediti in morajo opisati svojo najbolj pozitivno pa negativno izkušnjo in če se le dajo, umestijo v svoje primarno izobraževanje, se pravi v osnovno šolo. Prav neverjetno je, kako se odrasli ljudje še po 20, 30, 50 letih spomnijo, kaj je nekdo rekel, kako se je vedel, kaj je imel oblečeno takrat, ko ga je užalil, ko so bile kršene njegove pravice po njegovem mnenju, ko se ni počutil sprejetega, slišanega, spoštovanega, ko se mu je skratka zgodilo nekaj, kar se mu morda ne bi smelo. In skozi to izkušnjo se pravzaprav zavemo, kako pomembni smo vsi, ki delujemo v javnosti in še posebej izobraževalci, mladine, dijakov, študentov, pa tudi odraslih. Z vsem svojim vedenjem, z vsem, kar smo, povsod, kjer delujemo, ne samo v svojih hišah, pač pa tudi v vseh organih, nacionalnih telesih, povsod, smo pravzaprav mi, jaz sem Brigita tu doma, kjerkoli, z vsemi svojimi plusi pa minusi, z vsem svojim, kar sem, enim grem strašno na živce, enim se zdim strašno fajn, ampak tako pač je. In zavedanje o tem, ne, da takrat, ko spodbujamo, ko nekomu pomagamo, da zraste, da je boljši, pravzaprav ga dela močnega, prožnega, ga mu pomaga, da je samozavestnejši in gre lažje po svoji poti. In tako pravzaprav tudi jaz razumem, no, da je to pomembno, kjerkoli že pač delujemo. No, in tudi zato sem že nekaj mandatov v strokovnem svetu, ker se mi zdi, da na ta način lahko tudi zelo veliko prispevam. Super, hvala lepa tudi za ta pogled, zelo zanimiv. Se mi zdi, da na naslednjem posvetu bo udeležba članov strokovnega sveta obvezna. A prav? Naj nas poslušajo, da bodo vedeli, o čem odločajo. Ja, morda se strokovni svet za izobraževanje odraslih dostikrat zdi kot en tak brezzobi tiger, ne? Tudi zaradi tega, ker nimamo tako velikih pristojnosti kot preostala 2 strokovna sveta, ampak vendarle nas nekaj je tukaj, ne, jasna, malce manj nas poznate, ne? Se včeraj sem se vprašala, zakaj neki ne sedimo v prvi vrsti, pa sem si rekla, sej mi je v tretji tudi čisto v redu, ko bom pa hotela biti glasna, pa bom si vzela besedo. Ja, ampak dejstvo je, da včasih opravimo kakšno
precej zahtevno nalogo, pa nihče niti kaj dosti ne ve za to, ampak je prav tako. No? Vsak opravi svoje delo na svoj najboljši način, takrat, ko ima priložnost in ko to je treba. Včasih kar brez aplauza, pa brez fanfar, pa dosti krat je res izjemno naporno, ampak to je to smo si izbrali in damo vse od sebe in gremo naprej. V službi za dobro izobraževanje odraslih oziroma predvsem udeležencev kot takih. A ne? Torej, izrečenih je bilo nekaj pobud, osnovna šola, potem javna mreža tudi vključujoč programe, tako na eni strani kot na drugi strani, sistemska skrb za izobraževanje odraslih, ne samo v ljudskih univerzah, tudi v srednjih in višjih strokovnih šolah. Teja bi želela se odzvati na vse to, kar je bilo povedano, delno pa lahko prepustiš naslednjemu panelu, veš, ni treba vsega. Ni treba vsega. Ja, ne, bi povedala, da čutim jaz to vašo bolečino, ta trenutek precej v glavi, no, ampak sicer pa tudi malo v srcu. In če smo že glih pri bolečinah, je verjetno naša bolečina tudi to, da smo tukaj danes iz ministrstva, kjer je zaposlenih 450 ljudi, razen kolegice Eme, ki je iz Urada za razvoj in kakovost izobraževanja samo še in izključno predstavniki sektorja za izobraževanje odraslih, je res, da je to pač področno srečanje, ampak vse tele bolečine in težave in pobude in predloge bi mogel slišati še kdo. Sem zelo vesela pobude, na glas izrečene pobude o sodelovanju, ker se jo tudi mi želimo in jo pričakujemo in spodbujamo ali zaokažemo sodelovanje, ali mislim, ne želimo tega, da moramo zaokazati, da sodelujete, ampak včasih je tudi kot treba. Iz tega enega ukaza se pa potem verjetno rodi neko sodelovanje na neki drugi ravni, oziroma ko se prepozna, da je potrebno, potem tega ni več treba ukazati. Tako da ja, te pobude ali pa teme, ki so bile zdaj izpostavljene, zame osebno ali pa za nas sodelavce niso nove, tudi skoraj da prav vsi, razen gospoda Pipana pa gospe Nives, ste že bili pri nas, pri meni konkretno, ste nas seznanili s tem, nismo zaključili debate, smo vam pa tudi povedali, da, tako kot sem že prej rekla, ne gre vse v prvih 5 minutah, nekaj gre prej, nekaj gre kasneje, nekaj gre lažje, nekaj gre težje. Marsikajšna stvar, ki je bila zdaj tle izpostavljena, zahteva spremembo zakonodaje, ker se pač tudi ne zgodi kar tako in žal ne samo takrat, ko je strokovno treba spremeniti, ampak se je ponavadi povezana s politično voljo, ki je tudi včasih takšna, včasih pa tudi drugačna. Ampak to še ne pomeni, da bomo kar obupali, ne mi, pa vi pa tudi ne, in pač bomo prožno naprej tole delali, kako bo pa zdravo, bomo pa videli. Hvala lepa, Teja. In prav je, prosim. A lahko sam še nekaj povem? Boste prišli na vrsto, ja. Sam še na tisto prejšnjo, kdo ali kaj je andragog, ker sem študirala andragogiko, meni kolega rekel, a pol boš popravljala tisto, kar pedagogi zafrknejo. Je eno bolj sočno besedo uporabil. Ne, jaz sem pa pedagog, pa to absolutno ne drži. Jaz sem univerzitetni diplomirani pedagog andragoške smeri. Tukaj skupno profesorico, dr. Krajnčevo, bo ona odločila. Še Brigita. Spoštovani kolegi, jaz sem sicer biolog, ampak trenutno sem se lotila študija psihoterapije, sicer šele v 1. letniku, ampak čez 1-2 leti vam lahko vsem pomagam. Dobrodošli. Mogoče potem samo pol je ta primer samozadostnosti. Se pravi, na pedagogiki pokvari, na andragogiki popravi in ima celoten krog. To je samozadostno, ker smo rekli, da je ena tudi bodočih. Ne bomo nadaljevali, ker tu smo ekonomisti, pa informatiki, pa Ana bo imela zaključno besedo. Prav, Ana? Ker imamo še takoj zdaj na tole. Izvoli. Sedanja diskusija, ki se je osredotočila na
šole in šolski sistem, je posebna problematika in zasluži poseben posvet, bi rekla, tudi šolam v pomoč. Spominja me pa na profesora univerzitetnega, ki smo ga vodili po naših andragoških ustanovah, ker je bil tu gost, velik ekspert, Colin Collins iz Londona, dekan tamkajšnje fakultete. In je rekel, sploh ne vem, kaj mi prevajate, kaj jaz poslušam. A je pri vas še obvezno, da starejši, da ljudje odrasli šole delajo? V Angliji gredo samo na evalvacijo znanja, ki si ga je nekdo do 25 leta ali 30 leta pridobil. In ta evalvacija bi marsikaj od problemov, ki smo jih poslušali, gledala. In smo mu razlagali, da delajo odrasli osnovno šolo, da delajo poklicno šolo, da si pridobivajo znanje. Rekel, zakaj ne evalvirate, pa naj se sam nauči, naj pride na izpite. Ne? In bi marsikaj te problematike rešilo. Drugače pa mislim, da Torsten Husen je dejal takole, znan švedski direktor Inštituta andragoškega nacionalnega, kot je naš ACS. Odrasli so odlični učenci in izredno slabi šolari. In tu je velika razlika. Izredno slabi šolari. Zato pa tisti 15-letniki sodijo k vam. Naj vam povem, da je v Osipu so ugotavljali, da največ, zlasti fantov, najbolj razboritih, sposobnih odpade iz šole, ker ne vzdržijo režima. V drugem letniku puberteta on vse ve, kaj je prav in gre raje ven, kot se podredi sistemu šolanja. Ko pride na Ljudsko univerzo, postane z odličnim. In interpretacija tega je bila lahko, ker tam se ni treba učiti. Ida je zdaj že malo huda, izvoli. Huda, no, ja. kar povej. Ne, jaz bi rada dodala k temu, kar ste prej povedali, sodelovanje. Ne. Mi smo bili v eni stvari zelo sodelujoči, moram povedati. Prvič, tako smo bili zelo enotni, vsi, ki smo tule zbrani. In sicer bom kar naštela Andragoško društvo Slovenije, Društvo organizacij za izobraževanje odraslih, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Zveza ljudskih univerz in Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč. Kdaj smo bili mi tako enotni? Pravzaprav Andragoško društvo Slovenije ima tako dejavnost, da mi bi morali biti absolutno povezovalni z vsemi temi. Mi ne moramo deliti, ti so pa zdaj ljudske univerze, tam so pa šole in mi se s temi strinjamo, z onimi se ne. Naša naloga je, da enostavno zlezemo na drevo, pogledamo dol in rečemo, aha, tole je pa področje izobraževanja odraslih, ki je zelo široko in zelo raznoliko in mi moramo upoštevati vse. No in pri tej pobudi, jaz bom govorila o pobudi, ki smo jo napisali prejšnji vladi, prejšnjemu ministrstvu in smo se vsi podpisali. In sicer smo maja 2021 dali vsi ti podpisani pobudo na ministrstvu, da nas sprejmejo na pogovor o ustanovitvi direktorata za izobraževanje odraslih. Jaz mislim, da je pravzaprav to že dolgo leta naša bolečina vseh izobraževalcev odraslih in da nekako ne pride do dialoga in do tega, da bi se enkrat bili pripravljeni pogovoriti o tej naši utemeljitvi. Zakaj potrebujemo direktorat za izobraževanje odraslih? Jaz mislim, da tlele ni nobenega v tej dvorani, ki bi menil, da je to odveč. Razmišljanje o tem in pogovor o tem, govorimo o pogovoru. Mi smo to poslali pravzaprav prejšnji ministrici, tudi Kati Dovžak, ki je bila takrat vodja pač sektorja za izobraževanje odraslih in potem tudi na strokovni svet so dobili to kot informacijo za izobraževanje odraslih, ampak nismo dobili nobenega odgovora. Mi smo utemeljili to našo pobudo, mogoče tu ni čas za to, da jaz zdaj na dolgo in široko razlagam o utemeljitvi, ampak dejstvo je, da je naše ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport organizirano po šolski shemi, kar je tudi Ana danes nekajkrat povedala, opozorila na to. Jaz sem si ta njen stavek, odrasel odličen učenec, pa slab šolar, zdaj le zapisala, ker je odličen in je izhodišče za to, zakaj mi pravzaprav se pogovarjamo o tem, da nujno rabimo direktorat za izobraževanje odraslih.
Torej organiziranost za predšolsko vzgojo, za osnovno šolo, za izobraževanje, potem pa za visoko šolstvo, srednje šolstvo in višje šolstvo, kot so že povedali, pa izobraževanje odraslih, so pa stlačili v en tak nek mešan sektor. In taka organiziranost sigurno ne za ene, ne za druge ne odraža dejanskega stanja z vidika obsega vključenosti odraslih v izobraževanje in ne sledi tem sprejetim usmeritvam o vseživljenjskem učenju, ki jih imamo mi samo napisane kot neke smernice, nimamo seveda to, pač pobuda je bila tudi o tem, da bi se v tem več uzakonilo, ampak zaenkrat še do tega ni prišlo. Mi smo to pobudo našo utemeljili tudi številkami, mogoče zdaj niso niti več aktualne, ker so iz približno 2019-2020, ko je bilo vključeno v izobraževanje odraslih približno 200 tisoč odraslih od starosti od 25 do 75 let, od tega 33 tisoč približno zgolj v formalno izobraževanje. Tako da je treba poudariti, da tu sploh nismo upoštevali niti neformalnega izobraževanja, o katerem danes zelo veliko govorimo in je bil tudi tema tega posveta, v glavnem smo se pogovarjali o neformalnem izobraževanju, nekaterega velikrat pozabljamo, da je zelo raznoliko, da je zelo obsežno, tako po številu izvajalcev, kot po številu programov in da zahteva neko dodatno usmerjanje, pa dodatno usklajevanje pri doseganju ciljev. Če primerjamo še vključenost otrok in mladine, vidimo, da je recimo v formalno izobraževanje približno 330 tisoč pred tercialni dobi, okoli 60 tisoč v terciarni izobraževanje, formalni obliki izobraževanja in še nekaj, na kar je upozorila tudi dr. Popovičeva, številni izzivi so, ki jih je izpostavila, številni izzivi in tudi nevarnosti, ki prežijo za temi izzivi, s katerimi bi se morali začeti ukvarjati. In zaradi tega mislimo, da kakovosten šolski sistem, s katerim se velikokrat hvalimo, mi se hvalimo s kakovostnim šolskim sistemom, ampak pozabljamo, da velikokrat sistem izobraževanja odraslih te pomanjkljivosti tega kakovostnega šolskega sistema popravlja in korigira. Največkrat v formalnem izobraževanju in tudi seveda potem naprej. In kljub načelom vseživljenjskega učenja, ki ga imamo na jeziku, jih imamo tudi v nekaterih resolucijah in jih imamo v nekaterih zakonodajah, govorimo, ampak s figo v žepu. Zaradi tega, ker potem, ko pride do realizacije, pa na to pozabljamo. In absolutno organiziranost ministrstva, taka kot je zdaj, je popolnoma neustrezna temu. Seveda bi bila jaz še bolj navdušena, če bi mi lahko sanjali v Sloveniji o tem, da direktorat za izobraževanje odraslih ali pa vseživljenjsko učenje ali kakorkoli ga hočete imenovati, ustanovijo vsa ministrstva. Ampak to jaz recimo, po mojem, to čez 100 let, da se bomo znali v Sloveniji pogovarjati o tem, da bi se uskladili. Na vse zadnje, mi smo imeli koordinacijo pri Ministrstvu za izobraževanje, šolstvo in šport, se še spomniš, PEMA, in tam so bila prisotna vsa ministrstva. In smo bili fascinirani, izobraževalci odraslih, kaj vse se dogaja na posameznih ministrstvih, koliko je izobraževanja, kakšni čudoviti letni načrti izobraževanja so, ampak ko pa pripravljamo načrt letnega izobraževanja, letni načrt izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, se pa lahko pogovarjajo samo z Ministrstvom za delo še, potem vse ostalo je pa nekako izpuščeno iz teh pogovorov. Saj vem, da je to je znanstvena fantastika, ampak mislim, da bi morali mi v prihodnosti se na tak način pogovarjati. Ker je to tako obsežno in da se ne da drugače. Zdaj imamo tle imamo predstavnike ministrstva, jaz sam upam, da nas bodo sprejeli na pogovor in na dialog. Bodo, se je že povedala. Te je že povedala, izrazila vso pripravljenost. Mislim, da je ključno, da smo danes prišli do tega, da ste se izrazili, da je padlo nekaj zelo konkretnih pobud. Ida, zdaj pa poslušaj, prosim. Med drugim tudi tvoja pobuda,
in da je dogovor, prav dogovor tega današnjega panela, da se v najkrajšem možnem času v enaki, mogoče malce razširjeni zasedbi ponovno sestanete in začnete snovati konkreten akcijski načrt, potem pa greste v akcijo. A prav? Imamo še enega predstavnika nevladne organizacije Planinska zveza Slovenije, Jurček, minutka. Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz ne bom iz ene organizacije, prihajam z večjih, bom kot nevladnik povedal. Ko se je govorilo o bolečini in vsem tem, je tudi mene malo stisnilo. Ko gledam to omizje, je brez nevladnikov, razen andragoškega vašega centra, tako rekoč. Zakaj ne? Če gledamo invalidske organizacije, zadnja leta morajo izobraževati asistente in vse to, govorimo o tisočih in so dokaj zanimiva in zelo težka. Potem o humanitarnih organizacijah, o tistih 15-letnikov, ki ste govorili, a bi ga imeli tam ali ni, ga moramo mi imeti v hribih, na morju in to, pa moramo z njemu živeti. Torej moramo prej tudi določene ljudi izobraziti, da ga pelajo tisti teden, 14 dni, pa da preživijo vsi. Potem imamo v športu, koliko trenerjev, koliko imamo zaposlenih samostojnih delavcev v športu. To jih moramo zaposlovati, mislim, jih moramo izobraziti v športnih organizacijah nevladnih. Potem imamo, naprimer, vsi tisti, ki hodite v hribe, več kot 10.000 kilometrov poti. Ni samo, da moraš vedeti, kaj je markacija bela pa rdeča barva, moraš tudi v hribah postaviti vso sabo rištanga vzeti in tam napeti zajle, kline in vse to. Potem so kulturniki. Koliko jih je potrebno izobraziti, da lahko greste v svoji vasi, v svoji tem na kakšno igro. To ni samo tako in da na koncu bom dal še dve skupine, ki vsi poznate. To so politiki. Poklicna jih je zelo veliko v NVO, se izobražujejo in na koncu gorski reševalci. Če ćemo biti, moramo začeti z alpinistom, s prvo pomočjo, pa ne 80-urno in tako naprej. Ampak to gre vse v nevladnem sektorju in v zadnjih letih, ko hodim na takem panelu, jih skoraj ne opazim, nevladnike in potem še formalno in neformalno. Vse ne vemo, kam pašemo, če imaš lahko, odpreš odbrt, če dobiš službo, če dobiš NPK, kako se že to imenuje, kam spada, formalno ali neformalno. Pa kjer nismo zraven, vedno se nas pozabi. Pa boste. Jurček, zagotavljam ti, da ga bomo povabili. Smo pa povabili, takrat, ko smo osnovali posvet, Center nevladnih organizacij Slovenije, ki naj bi bil neke vrste predstavnik nevladnih. Potem se je za hipec predstavnica Sloge pridružila na tem našem Zoomu, kjer smo osnovali panel, ampak danes jih tukaj ni. CNV OS se sploh ni odzval, ne na telefonski klic, ne na e-sporočilo. Mogoče se ne čutijo, mogoče, če bi bil kdo tukaj, pa bi začutil to krasno razpoloženje in pripravljenost, da bi sodelovali. Bomo vabili spet in še prav posebej tebe, Jurček. Zdaj bi pa Teja še nekaj povedala. Odzvala bi se na to, povedala bi pa to, da razumemo, kako je široko področje izobraževanja odraslih, še zlasti neformalnega in vemo, kam spada NPK, naprimer, in še česa. Hotela bi pa to povedati. Takrat, ko bi nekdo nekaj želel od države ali od ministrstva konkretno ali od nekih drugih struktur, da se uredi, smo vsi rečejo, ja, saj mi smo pa tudi to, pa kulturniki so po izobraževanju odraslih, pa športniki, pa planinci, pa vsi, ko pa nazaj mi rečemo, ja prav, sam pa je pa treba zregulirati kakovost v tem izobraževanju, a ne, Tanja, pa kazalnike doseči, pa imeti takšne in takšne strokovne delavce s takšno in takšno strokovnim znanjem, da ne rečem še s formalnim znanjem, a ne, to pa mi nismo. Vi nas puste, mi bomo hodili v hribe, ampak ko pa se gre za izobraževanje gorskih reševalcev, ali pa nedvomno pomembno, nedvomno, nič temu ne osporavam, ampak hočem to povedati, včasih si pa moramo tudi povedati, da ali smo zraven in je pol tudi veljajo neka pravila,
ker jih vi izvajalci tlele formalnih pa tudi neformalnih programov veste, da jih je treba upoštevati tudi, ko se delijo sredstva, je treba upoštevati tudi pravila Evropske komisije, pa še koga. Takrat se marsikdo ne bi prepoznal na tem področju, ko bi pa želel pridobiti neke pravice ali pa sodelovanje pri nečem, takrat se pa vsi vidijo zraven. Hvala lepa, Teja. Pika. Ne, ne, zdaj samo še Tanja. Tanja, ja, da nas spomni, za koga smo pravzaprav tukaj. Vsi. Bom res kratka, Zvonki sem v prejšnji pauzi rekla, da je spregledala mojo roko, ker sem po prispevku dr. Katarine Popovič hotela vse in še dodati, da izobraževalci zelo prisluhnemo glasu učečih se in tudi vse to, kar sem danes poslušala, vedno razmišljati, kaj naši odrasli potrebujejo. Potrebujejo, da se vrnejo po formalno izobrazbo, bodi si na ljudsko, bodi si na srednjo, potrebujejo neformalno. In to, kar mislim, da manjka, je potrebno krepiti vlogo strokovnega sveta za izobraževanje odraslih, da bo bolj enakovredna vloga ostalim in potem bojo mogoče nekatere te naše pobude tudi zaživele. Predvsem pa z vidika potreb in glasa naših odraslih učečih se in tistih, ki jih želimo vključiti. Hvala. Hvala. Zdaj se tam javlja še ena roka, Jasna, boš ti toliko potrpela, da mi še do konca izpojemo bolečino, potem pa urgentno rabimo s plesom zapolniti vse te globine naše, ki smo jih odprli. Vse začasno. Ja, a se sliši? Izvoli. Ja, Marko Šiška iz sektorja za izobraževanje odraslih. Jaz bi mogoče samo rekel, da je zelo fajn, da so te ambiciozni načrti, recimo direktorat, ne, lahko bi bil bolj ambiciozen, recimo ministrstvo za vse življenjsko učenje, ne. Ampak treba je bolj iti spodaj gor, ne, do tega pride, da nekdo, da jih pač res ena široka skupnost pol to predlaga. Recimo ena moja ideja bi bila, ne, bil sem na enem posvetu, kjer je bilo rečeno, osnovna šola je ustavna kategorija, za srednje šolce je treba poskrbeti, ne, da bi recimo bilo je pa tako, ne, vi pejte pa nekako ven, ne, za vas pa ne moramo, ne, izobraževanje odraslih, da bi to pač zapisali v ustavo, ne, to je 57. člen, drugače govori o izobraževanju, ne, zdaj formulacija je seveda odvisna, ampak to bi bila že ena taka pobuda, ne, je pa res, da je treba neko enotnost, ne, potem se pa pride nekdo, ki pride iz odzuni pa reče, se imate dva združenja, že znotraj teh organizacij, pa eni so neodvisni, pa eni so taki, tako da tukaj jaz pozivam k eni enotnosti znotraj struktura, ne, in ko se bo to pošlihtalo, bo tudi lažje potem večje cilje dosegati. Hvala Marko. Samo enotni smo lahko prodorni. A si to hotel povedati, Bojan? Ja. Prosim. Jasna.